Lepo pozdravljeni. Tema današnjega večera je knjiga Titov sin, ki tematizira norost. To je težka tema. Tudi današnji večer je naslovljen na temni strani duše. Toda knjiga ni težka, jo priporočam za branje, zelo dobra je. In predlagam, da začnemo z Andražem. V svojem prvencu pišeš o sirskem beguncu Mohamedu, o vprašanju begunstva, beguncu, pesniku in tako naprej. V tej knjigi Titov sin pa tematiziraš norost. Kaj te je pripeljalo do norosti? Mogoče moja lastna norost, ker verjamem, da jo imamo vsi, vse oziroma jo nima nobeno resnic. Vedno sem najraje pisal o ljudeh, ki jih je nekak sistem na nek način pustil na cedilu, o ljudeh z roba družbe, kot se temu reče. Vedno pišem o tem, mislim skoraj vedno. No, in ko sem pisal o beguncih, ko pišem zdaj o tem, tukaj sem pa še svoje lastne izkušnje izhajal, ker sem sam 9 let hodil na psihoanalizo, sem lani decembra končal. Igor je bil tudi moj terapevt, poleg tega, da je napisal spremno besedo in sem se zelo čutil nekako osebno povezan s temi tematikami. Videl sem predvsem eno zanimivo zgodbo, ker se na eno osredotočam, jo potem predelam v to romanesno realnost. Ko jaz pišem, se vedno vprašam, ali je vredno pisati, ali imam pravico pisati, v smislu, da hočem pisati nekaj, kar je pomembno za širšo družbo, ne samo za mene. In pri tem, ko sem začel razmišljati, da bi pisal o tem, ali ne, sem rekel, absolutno o tem je treba pisati, treba je odpirati prostor za debato o duševnih stiskah, o duševnem zdravju. In se mi zdi, da ta romanesni način je zelo tak način, ker si lahko dovoliš reči, ker lahko preizprašuješ stvari na mogoče drugačen način, kot to počnemo v vsakdanjem življenju. In hočem na ta način odpirati, povezovati. Želim, da bi se vzpostavili dialogi med različnimi strokami, recimo med ljudmi. Mislim, da skoraj vsi imamo, vsaj poznamo nekoga, ki ima kdaj kakšne večje duševne stiske, tudi vsak od nas se verjetno kdaj slabo počuti, tako da nekako je to tema, ki nas vse zadeva in želim, da bi se vzpostavil dialog, ki je pa možen samo brez hierarhije. Če imamo hierarhije, potem dialoga ni, tako da to je zelo pomembno, da se tega zavedamo. Peter Kapš, vi ste psihiater. Psihiatrija je bila dolgo v poziciji tega, da je na vrhu hierarhije. Je mogoče vzpostaviti ta dialog brez hierarhij? Ja, pa jaz mislim, da vprašanje je tudi, kako doživljamo zdaj to hierarhijo. Kje je hierarhija, kdo je na vrhu, ali je res na vrhu psihiatrija, ali je to na koncu neke stiske posameznika. Če gledamo v neki časovni liniji, je človek s svojimi sposobnostmi za obvladovanje svoje stiske najprej sam s sabo, potem je s svojimi najbližjimi in šele ko mu zmanjka teh potem sposobnosti, gre, išče naprej in recimo, da pride tudi do psihiatra ali pa recimo do psihiatrije. Potem je pa na drugi strani je pa seveda zdaj veliko tega, koliko je lahko recimo psihiater nasproti temu, mislim, zdaj človeku, ki je v stiski, ali je nad njim, zdaj seveda strokovno to je jasno, da je odnos med bolnikom pa med nekom, ki trpi, pa recimo strokovnjakom, rečemo psihiatrom, je seveda sodelovanje. Sodelujemo pa vedno, mogoče lahko v neki vrsti govorimo o hierarhiji, kadar, govorimo o takih, nekih ožjih strokovnih zadevah, kot je, recimo izbira nekega zdravila ali pa, po drugi strani pa ali bolnik pride
do zdravnika, ne? Ali ne pride, ali z njim gre v dialog. Vidite pa potrebo potem, da se odpre ta dialog. Je norost še vedno tabuizirana? Ja, tu, mislim, ta knjiga, ne, je, kar se tega tiče, prekrasna, ne. Meni je zelo, zelo lepo odpira, tako en kup enih plasti je v tej knjigi, ki jih lahko, ki jih je Andraž tako lepo umestil noter, od, ne vem, zgodbo nekoga, ki je, recimo temu kronični bolnik, potem nekoga, ki išče pomoč skozi, dajmo reči, ne, psihiatri bi rekli en s psihozo, pa en z nevrozo, ne, recimo temu bolj zdrav, manj zdrav, no, to so tudi zdaj dileme, ne, se jih tudi knjiga lepo odpira. Jaz se tem izrazom izogibam, Ja, nisem tudi, psihiater. ja, ne, tudi ni, ne, sej to je zato, ko razlagam nekaj v laičnem okolju, ne. Ampak recimo ne, nekdo, ki ima več teh mehanizmov, da to dela sam, pa nekdo, ki recimo rabi malo več pomoči. Potem opisi, ne, meni so bili v tem romanu zelo všeč opisi, ker nekdo, ki recimo se sreča s nekim znancem, ki ima neko bolezen, recimo duševno, dostikrat ne ve, ne, kaj, ne, vidi samo vedenje. Ne, tukaj pa so opisi sicer tudi vedenja, ne, ampak tudi doživljanja, ko opisuje skozi svoje misli, skozi svoje pripovedi, ne, Frank, ne, v zgodbi, tako, no, ne sam Klemen, ne, tako da zelo, ne, pa dialog, pa potem dobro, tudi tisto, kaj ni, ne, kaj ni v redu bilo v tem, ampak tako, ne, ta poziv, dajte me sprejeti, dajte me poslušati, veliko zanimivega, no, odpira. Igor Okorn, eden od dveh glavnih likov, Klemen, v romanu hodi na psihoanalizo. Psihoanalitika pa v sami zgodbi ni. Svojo zgodbo neposredno pripoveduje bralcu, se pravi, bralec se lahko uživi v samo zgodbo, v sam narativ. In nasploh, sam roman odpira empatijo, omogoča empatijo do norosti. Toda zdi se, da nas je kot družba in posameznike strah norosti, da se nas je strah uživeti v norosti. Ta knjiga to spreminja. Ja, spreminja, mislim, da v enem pomembnem delu, ki ga Andraž odpira, pa bi se mogoče navezal na oba predhodnika, namreč govori o enem vrste sobivanju, ne, sobivanju seveda tudi teh dveh glavnih junakov v romanu in kako onedva seveda povezujeta svoje življenja v nekaj, kar pomeni ne samo življenje znotraj, v nekaj, kar ne pomeni samo življenje znotraj, bi rekel, okvirov svojih težav, ki jih imata, ampak da pravzaprav nekje ne samo medsebojno komunicirate o tem, ampak seveda vsak deli neko svojo zgodbo, v tem primeru nekdo zgodbo, ki jo nosi terapevtu in nekdo zgodbo, ki jo nosi tistemu, ki jo prinaša terapevtu. In v tem smislu kaže na neko prepletenost in možnost sobivanja različnih težav. Zdaj, kolega Kapš je omenil prej seveda nekaj, čemur se reče v jeziku, bi rekel, v jeziku stroke ali pa v jeziku psihiatrije, psihoza, nekaj, čemur se reče nevroza. Zdaj, tisto, kar se meni zdi pomembno, je sobivanje v naši različnosti. Ne? Namreč mi smo tukaj, da bi vedel, kaj in kdo sem, moram morda vedeti, kaj in kdo nisem. Ne? In zdaj, če tukaj sedimo Andraž, ki je, bi rekel, umetnik, pisatelj, kolega Kapš, ki je psihiater, strokovnjak, in jaz, ki sem
psihoterapevt moram vedeti, kaj jaz nisem. Jaz nisem ne umetnik in nisem ne psihiater in to ne morem biti. Lahko pa seveda na nek način poskušam razumeti in glede na to, da se ukvarjam z nečem, kar je pravzaprav en preplet naših funkcij, moram razumeti, kaj dela kdo od nas in kaj je tisto, za kar je nekdo, bi rekel, usposobljen ali pa strokovno usposobljen in kaj je tisto, česar nekdo ne more delati. In mogoče je tisto, kar je pomemben del tega večera ali pa tudi te knjige, neke vrste komunikacije ali pa neke vrste dialog med različnostjo, ampak hkrati povezanost v neke vrste celoto. In to se mi zdi, da bi lahko zbrisali to hierarhičnost, ki ste jo prej omenili kot neke vrste. Je pa sama tema, da se razumemo na nek način so tudi poklici vseh nas v nekem smislu tabuizirani. A veste, če vprašate človeka, kdaj bi rad psihiatra v življenju videl, vam bo rekel nikoli, če se le da. Če ga vprašate, a bi šel v psihoterapijo, bi vam lahko velika večina zelo podobno odgovorila. Če ga vprašate, a razumeš, kaj je umetnost, včasih tudi rečejo, raj se s tem mogoče ne bi toliko ukvarjal. Ampak poznavanje tega in zagrist v to materijo pa pol lahko pomeni neke vrste odpiranje bi rekel, ene širše perspektive in ene povezanosti v teh poklicih. Vedeti, kaj nisi, to pomeni znati postavljati meje med drugim. To je ena stvar in druga stvar je seveda ne uhajati v, če temu tako rečem, v območje ali pa prostor drugega oziroma če to počneš, da to počneš pravzaprav s spoštovanjem in z dialogom z drugim. Danes je nažalost ta družba tako narejena, da že vsak pravzaprav lahko vse ve, zna, celo ponuja. Seveda so pa to zelo, zelo različne reči. To se verjetno nanaša na vprašanje regulacije psihoterapije, sistemske regulacije, ki je zelo neurejeno. K temu se bomo še vrnili. Predlagam pa, da nas Andraž popelje v svoj roman s kakšnim odlomkom. Mogoče sem še to dodal, da tudi za mene je pomembno, da se zavedam, da nisem psihoanalitik, psihoterapeut, nisem psihiater in nisem socialni delavec. Čeprav, glede na to, koliko sem se ukvarjal s temi stvarmi, je lahko skušnjava, da bi prestopil mejo, ki je ne smem prestopiti kot pisec, kot avtor. Zdaj govori Frank. Moralo je biti konec 70-ih, ko sem bil na inzulinski terapiji. Pri najboljši volji se ne moreš predstavljati, kaj je to. V 60 dneh sem dobil približno 300 injekcij, še leta po tistem sem bil ves modrikast po telesu. Vsak dan razen v nedeljo sem bil 1,5 ure v komi. Privezali so me na posteljo, nato me je začelo premetavati. Odletel bi v strop, če me ne bi držala vrv. Ko sem se zbudil, so mi tehniki prinesli jabolko, sendvič in fruktozo v kovinski skodelici, kot v vrtcu. Res sem se vrnil naraven otroka, nemočen sem bil, pa mlahav, sesut, izžet, prazen. Nisem se imel za človeka, če sem se sploh česa zavedal. Saj ne vem, nočem iti spet tja. Zdaj sem se spomnil noči, ko mi je nekaj govorilo, naj grem k očetu in mami. Hotel sem jo videti skupaj. To je nemogoče, a je mogoče v nekaj urah videti njuna grobova. Najprej sem šel k mami, potem k očetu. Vodila me je močna sila, včasih je to glas, drugič predstava, tretjič je občutek, ki se dviga tu pri prsih. Predstavljal sem si, da se pogovarjam z njima. Najprej z mamo, ki sem ji rekel, naj gre z mano na obisk očetu. Skupaj sva se odpeljala k njemu, da smo postali družina. Pogovarjali smo se, kot da bi se videli vsak dan. Pojamral sem jima, da se mi ljudje posmehujejo ali se me izogibajo. Potem sem jima razložil, kako je bilo, ko sem prvič prišel iz psihiatrične bolnice. V baru, kamor sem redno zahajal in so me vsi poznali, sem se počutil kot nezemljan. Ko sem vstopil, je hrup, kot bi režiser udaril s klapo, v trenutku izginil. Videl sem neme obraze in izgubljene oči. Več kot 10 sekund je moralo preteči, ko je prijatelj, ki je prišel z mano, rekel: "Kaj vam pa je, saj je samo Frank." Zdelo se mi je, da sem še enkrat zaslišal tles klape in zvok se je vrnil v prostor. Ko sem končal s pripovedovanjem, me je mama pogladila po glavi.
nič se ne sekira zaradi teh bedakov, vse bo v redu, je rekla. Oče je naredil jezen izraz, drugič jim bom polomil rebra, je skoraj da siknil skozi zobe. Njuna obraza sta bila sestavljena iz meglic, vse so bile iste barve, a so spreminjale odtenke, kot bi sledile tonu našega pogovora. Ko je oče izrekel zadnji stavek, so se popolže začele razmikati, dokler nisem na potki iz belih kamenčkov ostal sam. Hvala lepa. Tukaj opisuješ inzulinske terapije in tako naprej. V romanu je več teh opisov, tudi grozljive izkušnje ljudi v preteklosti s psihiatrijo, institucijami. To, kar sem zdaj prebral, se res dogaja. Ja. Ja, naprimer večdnevno vezanje na posteljo, potem je lik Lev, to je realen lik, ki je živel in so ga zdravili tudi z elektrošoki. Je narejen po realnem liku, ja. Ja. Kako si s temi zgodbami, kako si jih doživljal in jih potem prenesel v knjigo? Ja, mislim, ko sem začel to spoznavati, ko sem jih začel, je v redu, ko sem jih začel spoznavati, ne bom ravno rekel, da sem bil šokiran, ampak malo pretresen, no. Mislim, res so se grozne stvari dogajale v teh zavodih, v bolnicah in mislim, da se še vedno dogajajo, še vedno obstajajo te oblazinjene sobe, še vedno večajo ljudi, še vedno obstajajo zaprti oddelki, še vedno obstaja marsikaj, kar tudi po mednarodnih konvencijah naj ne bi obstajalo. Tako da, kaj si me vprašal, kako sem se soočil s temi zgodbami. Ja, nekako sem rekel, to je treba na nek način napisati, treba je v nek kontekst dati in povedati te zgodbe. No. In zdaj, kot novinar, jih nisem mogel ali pa nisem znal povedati, sem jih pa tako. In jaz mislim, da to mora biti nekje zabeleženo. Ja. Se verjetno je še kje druge tudi. Da take prakse obstajajo. Recimo večdnevno vezanje in tako naprej. Mislim, preden sem se začel, zdaj težko se spomniti, kaj sem razmišljal pred leti, pa kaj sem čutil takrat, ampak verjetno sem bil presenečen, ja, da to obstaja, zato ker tudi jaz se tudi prej nisem ukvarjal s psihiatrijo, jaz se nisem toliko ukvarjal z narekovajih, z norostjo, ne vem kdaj, koliko let nazaj sem začel s tem in se nisem dovolj spraševal, ker tega ni zdaj šel po cesti, pa bi videl, ne vem, norca, In z tega tudi izhaja ena izmed večjih stigem, ko sem rekel, sem delal z begunci, pa še s kom drugim, pri beguncih je ta stigma, da jih veliko ljudi sovraži, pri duševnih stiskah je pa tako, da imam občutek, da jih ljudje ignorirajo, ker da jih ni. In to se mi zdi na nek način še hujša stiska, ker človeka se delati, da ga ni, to se mi zdi zelo hudo. No. Dolgo so dejansko bili odstranjeni iz vidnega polja, bili so v institucijah. Ja, pa vedno na robu mesta, vedno nekje, da so nevidni. Mislim, v institucijah so še vedno, mislim, tako v zavodih kot v psihiatričnih bolnicah. Pač ta velika zgodba, evropska svetovna dezinstitucionalizacija poteka že več desetletij, mislim, že ogromno časa. V Sloveniji nismo najbolj napredni glede tega, ampak zadeva poteka in bo šla naprej. To ni debate, ravno sem prepričan, da bo šla. Vprašanje je samo, koliko hitro bo šla, na kakšen način bo izvedena. In ravno zdaj sta dva pilotna projekta, eden je v Dutovlah, eden pa v Črni na Koroškem in v bistvu bodo preselili ljudi iz zavodov in jim pač neko bolj humano namestitev zagotovili. Zraven je še cel kup drugih stvari, ampak ne bi šel zdaj v podrobnosti. Eden od likov, Klemen, pravi, da nihče ne bi smel biti zaprt v totalni instituciji. Zagovarjaš to osebno? Ja. Peter Kapš, ali tudi vaši pacienti vam pripovedujejo o takšnih zgodbah, da se dogajajo takšne zlorabe? No, gre seveda pri teh stvarih, zdaj, ko je tukaj v romanu opisano, lepo je opisano v 70-ih letih, to je pač, kako bi rekel, zdaj, če gledamo neko širši družbeni kontekst, je seveda jasno, da če ste spremljali, zdaj se je papež opravičeval, kaj je
ne vem, katoliška cerkev delala indijancem v Kanadi 100 let nazaj, ne, ali pa tako naprej. Recimo v Ameriki je medicina, kirurgija delala lobotomije, to pomeni rezali so dele možganov stran od duševnih bolnikov. To je bil njihov način zdravljenja, to je delala Združene države Amerike, torej ne, v 50 letih načeloma najbolj demokratična država na svetu. Tako razvoj medicine, ne, je seveda imel veliko, bi se reklo temu, groznih stvari z današnjega vidika. Ne. Je pa res, da, veste, jaz sem v psihiatriji 30 let. 30 let nazaj, ko sem jaz prišel v to največjo psihiatrično bolnišnico v Sloveniji, so me dali sem delal na enem oddelku, na katerem je bila, ne, smo vidva Novomeščanka, ki je bila tam že 5 let. 5 let. Mislim, ne bom zdaj tukaj sprašal kakšnega bolj pristojnega za to, ampak kakor je meni znano, je danes povprečna ležalna doba bolnika v psihiatrični kliniki v Ljubljani 6 tednov. Ne, to so tudi moje izkušnje, recimo od bolnikov, ki grejo tja. Ne. Tako da seveda dezinstitucionalizacija poteka, ne, poteka z razvojem medicine. 50 let nazaj so bili inzulinski šoki, potem recimo do 30 let nazaj so bili elektrošoki. Ampak cel zahodni svet recimo pozna elektrošoke še danes. Mi jih imamo z zakonom prepovedane, čeprav se po svetu uporabljajo tudi v vseh državah Evropske unije. Mi smo edini, ne, v Zagrebu, v Gradcu, ne, v Italiji in tako naprej. Ne. Skratka, tukaj gre za, bom rekel, razvoj medicine po eni strani, po drugi strani pa odnos družbe do teh stvari. Mi imamo zdaj zadnjih 10 let zakon o duševnem zdravju, ki zelo natančno določa recimo možne varovalne ukrepe. Ne? Skratka, recimo, ali je lahko nekdo privezan zato, ker je seveda nasilen, ne? Znotraj bolezenskega doživljanja. Ne? Ker če je človek nasilen, pa ni bolan, gre v zapor oziroma v pripor. Ne? Nasilje oziroma recimo temu tako huda stiska bolnika, da je njegov bolezenski simptom tak nemer, ne, da ga ne more, je pa včasih se pač z zdravili ne da vse, ne, narediti in je takrat pač tudi varovan. Zdaj, zakaj vezan, zakaj niso ob njemu vedno 3 tehniki, je pa tudi v bistvu, ne, zelo jasno. Jaz mislim, da je pač tukaj stvar seveda kadra. Ne. Sej jaz bi rad povedal, da je veliko enih stvari, ki gre tako v Sloveniji, kot, a veste, 50 let nazaj smo se vozili z drugačnimi avtomobili, nismo imeli računalnikov. Ne. Če bi gledal 50 let psihiatrije ali pa medicine nasploh, bi videl, da je ogromen napredek v odnosu do tako z vprašanjem hierarhije, kot smo prej rekli, kot z vprašanjem vseh načinov zdravljenja. Ne. Bi dodal, mogoče v primerjavi s kakšnimi drugimi izkušnjami, recimo s Tržaško se mi zdi, da se pri nas še vedno vozimo 101, ne, če ta prispodoba. Pri tem vezanju pa zapiranju, jaz bi nekako, sem družboslovca, ne, je po mojem se treba vprašati, zakaj človek postane nasilen. Če bi mene zaprli za par let v eno sobo, bi tudi postal nasilen. Ne. In zdaj nekdo, ki bi že bil sam prej žrtev nasilja in potem sam, družba je ljudi nekatere, ne, za norce razglasila in potem ti isti, ki so stigmatizirani, ki so nekako žrtve nasilja, spet postanejo nasilni in so spet oni kaznovani in spet se moralizira in na njihov račun. Tako da, ja, razumem pa te vaše argumente, ki so pač bolj zdravstveni, medicinski. Jaz bi, zdaj, če lahko, ker mislim, da rabimo ideale, ne, če hočemo stvari spremeniti, rabimo ideale, rabimo utopijo. Ne. Pač treba razmišljati, literatura je sploh za to, ampak to, kar vam zdaj povedal, ni utopija, to je realnost, ki že 40 let funkcionira in to je v Trstu. Ne. V Trstu je Franko Bazalja v 70 letih odprl vrata psihiatrične bolnice in jo zaprl. Ustanovili so center za mentalno zdravje in zdaj tam bolnice že desetletja ni. Pač tam je samo v okviru splošne bolnice, imajo tam neko
prideš tja na posvet in ne vem, zdaj, kaj se pogovarjaš s psihiatrom, mogoče dobiš kakšna zdravila, potem pa greš lahko prostovoljno v te centre za mentalno zdravje. Mogoče bi glih, ker sem slučajno danes govoril z eno uporabnico iz italijanske strani, torej z uporabnico italijanske psihiatrije, sem vprašal, kako je zadovoljna s tem, kar dobi tam, in je rekla, da je zelo zadovoljna. Je rekla, lih nedolgo nazaj sem bila 2 tedna v centru za mentalno zdravje. Je rekla, najprej sem šla v bolnico, sem tam se posvetovala, to, kot sem že povedal, dobila neko zelo majhno dozo zdravil, je rekla, moje doze zdravil so zelo majhne, čeprav ima kar večje stiske, no, tako rekel. In potem je bila 2 tedna ali 3 tedne v tem centru za mentalno zdravje, kjer imaš vse, kjer lahko spiš, kjer imaš razne aktivnosti, kjer imaš, tam so vrata odprta, ne, in lahko greš, kadar hočeš. In je pač rekla, ja, jaz sem zadovoljna s to skrbo, ki jo dobim, medtem ko pa v Sloveniji se jaz pogovarjam res zelo veliko ljudmi, no, ne samo s tem človekom, po katerem je zgodba in tudi danes med nami, ga bom mogoče kasneje pozdravil. Z veliko ljudmi govorim in ne vem, če sem že kdaj slišal, da bi bil kdo rekel, mater, jaz sem pa res zadovoljen s slovensko psihiatrijo. Ne vem, če sem že koga slišal to reči. Kakšna je časovna distanca tega, kar opisuješ v knjigi? Je res 50 let ali je bliže? 50 let česa? Odvezanja, naprimer, prekomernega in tako naprej. Mislim, da se to zdaj dogaja še. Mislim, kot novinar sem pisal eno zgodbo, ko je en uporabnik trdil, da so ga, mislim, da nekih 17 ur skupaj vezali, nekaj takega, po zakonu je lahko na 4 ure pa prekinitev, pa mora odločiti, če lahko še. Zdaj, to se spomnim pričanja, zdaj ne vem, kaj je res, kaj ni, ampak kot mi povejo, mislim, vezanje valjda še obstaja. Igor Okorn, na preteklost gledamo kot na nekaj temnega, se pravi, psihiatrija v preteklosti je bila nekaj temnega, danes je napredek, ampak vi hkrati v spremni besedi pišete o Dostojevskem. Pravite, da je sreča, da ne živi danes, ker če bi živel danes, bi ga verjetno zdravili, ne? Mislim, sigurno bi ga zdravili, ne, glede na to, da bolj ali manj verjetno auditorij pozna in njegov opus in pozna težave, ki jih je imel, od njegovih odvisnosti, epilepsije, nevroloških simptomov, težav v odnosih, da ne rečem njegova zgodba pravzaprav umora oziroma uboja njegovega očeta strani pravzaprav nekje njegovih tlačanov, ne, in vse nadaljne stvari bi verjetno lahko privedle do tega, ja, da bi v smislu tega, kako se danes spopadamo s tovrstnimi težavami ali pa se stroka spopada, bi seveda verjetno lahko poiskal pomoč ali bil pa na nek način tako zdravljen, ne. Ampak po drugi strani je pa mogoče ena dimenzija tega, ne, da moramo vendarle razumeti tudi to, da tudi ko psihiatrije ni bilo, pa tudi ko ni bilo psihoterapije kot take, ne, seveda so ljudje nekako se morali, ne, ali pa se je človek nekako moral spopadati, bi rekel, s tovrstnimi težavami. In ena od zadev, verjetno, s katero je Dostojevski, če ste ga omenili, prešel vse stiske ali pa lahko nekako živel, ne, je pravzaprav njegovo ustvarjanje, ne, in opisovanje in pravzaprav sprememba enih velikih stisk in težav v neke vrste kreativen proces ustvarjanja, v tem primeru literature, ki je ustvarjen vseh likov. In to je seveda tudi, tukaj bi rad povedal, da je to en del, ki je seveda nujni del procesa, ki ga vsak človek v sebi mora razviti, se pravi svojo kreativnost, ki je dosti bolj pomembna, kot pa bi rekel to, da se naslanjamo samo na možnosti, kaj s tem, ali psihiatrije ali pa psihoterapije v tem smislu, ne. Se pravi razvijanje nekega potenciala, ki ga človek v sebi ima, ne. Seveda, če pa pridejo težave tako daleč, da nekdo poišče to pomoč, je pa jasno
potrebna. Ne. Jaz mislim, da tako za ene strani, v tem smislu strani medicinske, psihiatrične stroke, kot v smislu enega psihoterapevtskega procesa in tega, kar psihoterapija omogoča danes. Ne. Kar v tem smislu psihoterapevtske stroke danes vemo in poznamo. Bi se lahko zgodilo, če bi ga zdravili z današnjo sodobno medicino, da bi ostali brez njegovega opusa, da bi ubili njegovo kreativnost? Mislim, veste, to je vse špekulacija. Ne? Jaz mislim, da tudi, če je nekdo, da se razumemo, ne, v mojo psihoterapevtsko prakso pošiljajo kliente moji kolegi psihiatri, ki so, bi rekel, tudi medikamentozno zdravljeni. Na raznih zdravilih in tudi z diagnostičnimi postopki, z diagnozo, ki jo prinašajo in to je en del, ki seveda je en del, ki je nujen, bi rekel, del, da ga vzameš v zakup tudi tega, ko delaš en psihoterapevtski proces, da je to vedno možnost tega sodelovanja in kombinacije tega. Seveda je pa en del ali pa en dost bistveni del psihoanalitičnega procesa pravzaprav neka globja raziskovanja duševnih plasti, ki seveda odpirajo, bi rekel, kreativne plasti. In zdaj jaz tukaj ne bi špekuliral, kaj bi bilo, če bi bilo s kreativnostjo Dostojevskega. Jaz mislim, da je imel on tak kreativni potencial, da je bil vendarle to tak dar in tak genij, da bi ga on razvil tudi s tem, da bi mogoče se ali izognil nekim rečem, ker če je uspel vse te težave prebroditi s tem, da takrat dejansko ni bilo zdravil, mislim, da bi tudi danes lahko te stvari tako naredil. Andraž, ti se v knjigi ne postaviš v pozicijo proti zdravilom, proti psihiatriji a priori, ampak odpiraš vprašanje. Ne? Tvoji junaki so tudi takšni, ki jemljajo zdravila, povejo, da jim to pomaga. Postavljaš pa vprašanje, da morda prehitro posežemo po zdravilu. Jaz sem prej rekel, da je tudi za mene pomembno, da si ne domišljam, da sem jaz psihiater ali pa psihoterapevt. Ne, tako da jaz težko zdaj kar sodim o tem vse povprek. Moj namen je omogočiti, da bi bil slišan glas ljudi, ki so uporabniki, ki imajo izkušnje s tem, ki so v teh hierarhičnih odnosih ponavadi spodaj, ne. Tako da jaz izhajam iz tega in ko kritiziram psihiatrijo, jaz kritiziram zaradi tega, ker sem jaz to videl, ker so meni to ljudje povedali in jaz načeloma ljudem verjamem. Ne. Jaz imam, ko se začne z nekom pogovarjati, moj pristop ni jaz pa njemu ne bom verjel, ne, moj pristop je jaz pa njemu bom verjel. In tudi človeku, ki ima izkušnje s psihiatrijo, načeloma verjamem. Ok, če se malo na knjigo navežem, ko je nekdo kot je Frank, ne, ko je tak pripovedovalec v literaturi, se velikokrat reče, da je to nezanesljiv pripovedovalec. Ne, ampak jaz pa pravim, moj pripovedovalec ni nezanesljiv, jaz mojemu pripovedovalcu verjamem. To je spet ta nek recimo temu politična pozicija, ne, ki jo imam. In še to glede moje kritike psihiatrije, jaz ne, recimo, da je to antipsihiatrija, ampak antipsihiatrija, oziroma vsaj to, kot jaz razumem, ni to, da je treba naj ukiniti psihiatrijo, sploh ne, psihiatrijo rabimo, ampak rabimo dobro, razvito, po meri človeka. In moj namen je to, da se pogovarjamo o tem, niti slučajno pa ne mislim zdaj te stroke nekako rušiti v tem smislu. Ne. Pač mislim pa, da je treba narediti pač neko refleksijo in iti v tej smeri, v katero svet gre, ko smo prej govorili o dezinstitucionalizaciji. Kako vi gledate na dezinstitucionalizacijo, proces poteka? Ja, jaz mislim, zdaj recimo čistko za informacijo, ko sem prej govoril, ne, recimo zakon o duševnem zdravju, ne, pač določa recimo zelo omeji recimo uporabo nekih ukrepov, ki se jih lahko smatra za recimo za nadzor ali pa ne vem, oviranje gibanja ali pa oviranje svobode posameznika, ne, vključi noter te varovalne mehanizme. Ne. Jaz bi v osnovi rad povedal nekaj, ne, da se zelo velikokrat v družbi predstavlja psihiatre, kot da smo mi nekdo, ki na silo nekaj delamo ljudem. Ne. A veste, jaz delam 30 let
jaz delam v ambulanti, jaz nikoli še nisem niti enega bolnika vlekel v mojo ambulanto. Čisto vsi, približno 3000 bolnikov pride vsako leto v mojo ambulanto, nisem 3000 pregledov, recimo 1500 bolnikov, recimo eni pridejo vsak mesec, eni pridejo enkrat na 10 let, ampak prav čisto vsi pridejo sami. Ajde, recimo, da mogoče koga pripelje partner, sin, mama in tako naprej. Ne? To bi rad v osnovi povedal, ne? Da seveda mi smo zdravniki, ki želimo in smo tukaj zato, da pomagamo ljudem, ki imajo težave. In v nekaterih bolezenskih stanjih je pač del bolezni to, da človek ne zmore zaradi bolezni, ne zaradi nekoga drugega, ne, ampak zaradi bolezni ne more dojeti, ne, svojega vedenja, svojega bolezenskega vedenja. Ne. Saj to je tudi v knjigi zelo lepo opisano. Ne. In takrat tudi pripoveduje Frank, kako ni mogel, ne, ni vedel, ni se mogel. In takrat včasih, ne, se pač je smiselno, to predvsem svojci so tisti, ki želijo takmu svojemu najbližjemu, tistemu, ki ga imajo najbolj radi, želijo pomagati tako, da ga pripeljejo zdrav. Zdaj pustimo ta del naprej, no, da ne bom dolgo vezal. Ampak recimo ta proces, ko sem že prej malo govoril, kaj je bilo pred 50 leti, kaj je bilo pred 30 leti, recimo zdaj nekaj let poteka v Sloveniji ta projekt, ne, Centrov za duševno zdravje odraslih, to je 24 po celi Sloveniji, recimo v Novem mestu ga že imamo, ne, zdaj, ki naj bi bili pa bistven, recimo, napredek v tej oskrbi prav na tem lokalnem nivoju, ne. Zasnovani so na papirju izjemno dobro, jaz mislim, da je čudoviti, ne, kadrovski normativi, ampak potem žal pride do tega, ne, da pač izvedba še ni taka, kot bi si jo mi želeli. Da trenutno, ne vem, v tem centru v Novem mestu recimo nimamo psihologa, a po kadrovskih normativih naj bi imeli 4, ne. To so pač te. No, tako da to je vse proces tega, ne, bližanja oskrbe, mislim, kako približati, ne, tisto po meri človeka ali pa po meri človeka, ki rabi takojšnjo obravnavo v lokalnem okolju in tako naprej. Ne. Tudi mislim, da recimo pa dobro, se te primerjave s kom se primerjamo, ne, ali imamo neke primerjave recimo z Avstrijo, z Nemčijo, mi imamo hospitalnih, mislim, bolnišničnih postelj za psihiatričnih bolnikov bistveno manj, kot imajo recimo države, s katerimi se mi zelo radi primerjamo. Ne. Kako pa gledate na primer dezinstitucionalizacije v Trstu? Tam so že zdavnaj naredili. Zanimivo, ja. Oni imajo pač to izkušnjo, jaz zdaj bom rekel premalo poznam. Jaz sem bil enih 20 let nazaj, 25 let nazaj sem bil tam na enem obisku in tako se mi je zdelo zelo zanimivo. No, smo pa bili vsi v bistvu takrat malo presenečeni, zato ker imajo mislim, zelo dobro kadrovsko, je pa ogromno, bom rekel, socialnih delavcev. Ne? To je pa tisto, kar pa pri nas v bistvu se zdaj mogoče jaz opažam zadnja leta, ko je recimo na centri za socialno delo obstaja recimo človek, ki se mu reče koordinator obravnave v skupnosti in recimo pride v nek tim tudi, ne? Ko pravzaprav je socialni problem takega bolnika, ne, ki recimo ne zmore živeti v svoji družini. Kje bo živel? To ni medicinski, mislim, torej tega zagotovo ne rešuje nikjer psihiater. Ne? In če se pogovarjamo o centrih za mentalno zdravje v, ne vem, pri Trstu, no, jaz nisem bil v Trstu, sem bil na Brežini, ga vodi socialni delavec, ne psihiater. Psihiater je gost, mislim, je član tima, ne? Tako da tukaj se meni zdi, da se velikokrat pozablja, da so duševne bolezni mnogo širši problem, kompleksnejši kot samo strogo medicinski. Ne? Da gre za biopsihosocialno, mislim, dimenzijo. Ne? In tudi pričakovanje se mi zdi, da bo medicina to vse uredila. Ne? Mislim, da ne bo, ne? Da moramo mi pravzaprav tukaj nasloviti družbo, ne, kot celoto, v kateri res, da smo psihiatri del tima, ampak ne, stanovanjske skupnosti, ne, tukaj imamo eno, ne, recimo, ampak tako, ne, to so socialne službe, ne, ki potem recimo bi, po mojem mnenju,
lahko zelo veliko naredile v tem dezinstitucionalizaciji, v tem procesu. Ne? Katere pa so sile, ki to zadržujejo? Je to birokracija, ni politične volje? Ne vem, jaz ne vem. Andraž, to vprašanje, socialno vprašanje zelo dobro prikaže v knjigi Titov sin. V bistvu povežeš ga z razrednim bojem. Praviš, da ljudje na obrobju pogosteje prihajajo po pomoč v institucije, tisti, ki si lahko privoščijo terapije in različne pomoči. V resnici zdaj ne vem, ker nimam z njih statistika, ne, ampak tak je moj občutek, mislim, ja, recimo, da tak je moj občutek, no. To se zelo strinjam, ne, ker ste govorili, da mora biti multidisciplinarno, da ne, tudi te tuji, ni sam Trst, imamo tudi Skandinavijo, imamo tudi Veliko Britanijo, celo v Moldaviji se dogajajo, še kar mislim, da pospešeno ta decentralizacija. V glavnem, razredno vprašanje, ja. Mislim, nekdo, ki je reven, si bo težko privoščil psihoanalizo ali kakšno drugo psihoterapijo, ne? Ker pač tega ni v sistemu. Zelo kaotične razmere so, če greš na Google, potipkaš, ne boš vedel zdaj kaj. Ne? In nimamo zakona psihoterapevtskega, ni reguliran to, tako da pol lahko, ne vem, na koncu ljudje pridejo do vedeževalca ali kaj takega, ne, tudi to se dogaja. To po drugi strani pa ljudje, ki so iz nekih višjih razredov, ne, ki so pač finančno bolj, vemo vsi, da je revščina povezana pač z drugimi problemi, ne, potem in ti ljudje imajo potem velikokrat pol manj opore, ne, svojcev, prijateljev in tako naprej in potem lažje padajo v, rečemo temu, vzporedni sistem, tak sistem. In ja, zelo razredno je to pogojen, po mojem. Ne. Ampak je treba, da se pa to lahko zgodi nam vsem, da bomo v instituciji, če ne drugače, ko bomo stari. Ne. Tako da lahko se zgodi ena nesreča, lahko se zgodi, ne vem, neka življenjska situacija, ne vem kaj. In smo vsi lahko pridemo v institucijo. Mislim pa, da je več možnosti, večji procent, recimo, pri ljudeh, ki so iz nižjih razredov, zaradi tega, kar sem povedal. Igor Okorn, v Sloveniji primanjkuje psihoterapevtov, sistem ne deluje, čakati je treba zelo dolgo. Lažje je priti do psihiatra, verjetno, ne? Ne, to nimate prav. Ne? To nimate prav. Mislim, da je dosti težje priti do psihiatra in da so dosti daljše čakalne vrste, posebej recimo v pedopsihiatriji za mladostnike in otroke so za moje pojme to ene nesprejemljive čakalne dobe. In ampak v tem klinični smislu, psihologi opozarjajo na to problematiko. ja, Kliničnih psihologov izredno premalo. Ne? Ja, veste, tle je verjetno treba iti kakšen korak nazaj tudi v zgodovino. Ne. Jaz mislim, da je v tem delu vendarle, mogoče me bo kolega Kapš popravil, ampak kolikor sem jaz lahko v zadnjih 15-20 letih spremljal zadeve, se mi zdi, da se je v smislu, bi rekel, integracije psihoterapije znotraj javnega zdravstva, v tem smislu znotraj psihiatrije, zgodil v resnici korak nazaj. Ne? In to velik korak nazaj, verjetno seveda tudi zaradi tega, ker sistem zahteva pravzaprav neke drugačne ukrepe in vrste zdravljenja in je ta psihoterapija pravzaprav nekako počas tudi znotraj, ne, meni so kolegi, ki so psihiatri, govorili, pa so se ukvarjali intenzivno s psihoterapijo znotraj klinik, nekje so bili porinjeni malo na neke vrste obrobje, ne, zaradi tega, ker to zahteva svoj čas, zahteva svoj prostor, zahteva relativno dosti več ukvarjanja, ne, sploh, če govorimo o enih dolgotrajnejših psihoterapevtskih procesih, kar psihoanalitični ali pa psihodinamski je, za razliko mogoče od enih drugih tehnik, seveda to zahteva velikega angažiranja in zdaj verjetno je tle stvar jasno nekih norm, stvar denarja, če temu tako rečem. Veste, jaz vam lahko dam sam en primer, jaz recimo
s kolegi iz mednarodnega okolja, analitiki sodelujem. Ne. V Nemčiji, ne, v Nemčiji imate do 300 ur psihoanalize, plača zavarovalniški sistem in zavarovalnica. Ne plača uporabnik. Ne. Pri nas je tako, da psihoterapevtski poklic v resnici ne obstaja, ga ni, obstaja na divjem trgu. Psihoterapijo lahko v dani situaciji, v kateri smo, trenutno upravljajo v javnem zdravstvu izključno medicinsko usposobljeni, se pravi psihiatri oziroma klinični psihologi. Nekaj malega, seveda tisti, ki so usposobljeni preko določenih smeri, kot so terapija z umetnostjo in tako naprej, medtem ko ene druge oblike terapij enostavno kot poklic, kot profesija niso prepoznane. In zdaj tukaj treba biti kritičen tudi do psihoterapevtske dejavnosti kot take, ki se je na divje razvila, ker če vi pustite, da se na trgu nekaj divje razvije, je približno tako, kot je povedal Andraž, da vi in bi rekel, moja osebna stiska psihoterapevta je tudi ta, ne, da ko se pri meni znajde človek, ki je bil že recimo pri 3-4 samooklicanih psihoterapevtih, ne, ki seveda imajo bodisi vprašljive, bodisi sploh nimajo licenc ali pa sploh nimajo nekih ustreznih kvalifikacij, ne, je to en dodaten problem, ki pa seveda mislim, da zdaj z leti postal resnično pereč. Ne. Namesto, da bi se pravzaprav lahko naredil ene vrste sistemski pregled, regulacija, ne, jaz pravim ja institucija in ja sistem, ampak je bistvo, kako je ta sistem voden, reguliran in kakšna so pravila in red v tem sistemu. Ker če pa tega ni, ne, pa je pa lahko divji sistem boljši kot ne vem kako upravljan sistem ali pa obratno. In jaz mislim, da je ena ključna stvar prav ta, ne, da ta nek dialog, a veste, midva s kolegom Kapšom se mislim, da lahko vse zmeniva, tudi v zvezi z končnim uporabnikom, recimo najnim skupnim klientom, ki recimo pri njemu hodi v psihiatrično ordinacijo enkrat, dvakrat mesečno, k meni hodi pa recimo 3-krat na teden v nek analitični proces. Jaz sem prepričan, da midva lahko sodelujeva in da lahko s časom prideva do tega, da bo lahko recimo začel ta klient opuščati zdravila in da narečem izpeljal mogoče še nekaj, kar niti ni vedel, da v njemu obstaja kot nekaj. Ampak mislim pa, da na enem drugem nivoju pa temu ni tako. Ne. Jaz sam sem šel skozi svoj lasten proces in šolanja in bi rekel, precej poznam te razmere in moram reči, da niso prav prijetne izkušnje, ne, v smislu poskusa sodelovanja, sobivanja ali pa tega, ne, da bi šli z roko v roki pravzaprav v korist ljudi, ki imajo to vrstne stiske, kakršne koli so že te stiske. Andraž, ti se vprašanja norosti ne lotevaš s pokroviteljske pozicije, odkrivaš jo tudi sam. Skozi proces si ugotovil, da norost na nek način tudi obstaja v tebi. Praviš, Klemen, lik v junaku pravi, da ima iste strahove kot Frank, ne? Čeprav sta njuni družbeni poziciji povsem drugačni. Ne? En ima diagnozo, drug ne. Ja, skušam ne biti pokroviteljski, tako da upam, da mi uspe. Ja, jaz hočem pokazati istost. Dobro, itak da so razlike, ampak hočem pokazati istost med človekom, ki ga tretirajo kot norga, pa človeka, ki ga tretirajo kot normalnega, v narekovajih. Ne. In zdaj, glede te norosti, mislim, kaj mi je pomagalo, da sem te stvari lahko razumel, absolutno psihoanalitični proces, ne, to je pač zelo dolgotrajna in poglobljen proces, v katerem doživiš marsikaj. Jaz sem hodil 3 do 4 na teden dolga leta, ne, pač vse skupaj trajalo 9 let. In v tem procesu jaz bi rekel, da doživiš lahko vso paleto diagnoz, ne,
ima zdaj, ja, mogoče ni treba čisto dobesedno razumeti, ampak vseh teh občutkov, ki naj bi te diagnoze bile, a ne, in je včasih zelo težko, a ne, in včasih imaš občutek, da boš padel čez rob, da si nor, da se ti bo zmešalo, da ne, zdaj sem te besede uporabil, ampak to mora biti del psihoanalize, a ne, ta neka transferna nevroza, to bo Igor bolj te izraze pozna, je del tega, no, in vse to, kar doživljaš, a ne, se potem lahko seveda lažje poistovetiš, lažje razumeš nekoga drugega, ki pa je v psihiatričnem sistemu, s tem, da nisem še povedal bistvene razlike. Jaz sem vse to doživljal v varnem prostoru tiste sobe, ki se pol prenese tudi ven v vsakdanje življenje in sem bil zaščiten. Tudi če sem imel občutek, da bom padel, jaz v resnici nisem mogel pasti, ker sem imel ta varen prostor, medtem, recimo, da je to Klemen v knjigi, medtem ko pa Frank v knjigi pa tega varnega prostora ni imel in on tudi zaradi tega potem na koncu ne more nekako si se opolnomočiti, postaviti svojega življenja na neke nove temelje, medtem ko pa Klemen, ki pa ta orodje ima, ki je šel skozi ta proces, pa lahko tiste gnile dele svoje hiše poruši in jih na novo sestavi in potem nekako na nekih drugih temeljih zaživi naprej. In tudi to je zelo bistveno, da to življenje je potem predvsej bolj kreativno. Tudi Igor je že omenil to kreacijo, ne, v psihoanalizi. Jaz pravim, da je zelo pomemben del je preobrazba travme v kreativnost. Pri meni sta dokaz 2 knjige. Ne, na začetku sem jaz blazno željo pisati kaj drugega kot novinarske tekste. Sem tudi poskušal neke zelo slabe kratke zgodbe sem pisal, ki jih ne bom nikoli objavil. In potem sem prišel na psihoanalizo, pa lahko to povem anekdoto, pa sem rekel prvo uro, prva stvar je bila, kdaj bo šla na kavo, druga stvar je pa bila, a lahko snemam pogovor, ker bi rad napisal knjigo. Ne? In je Igor rekel, ne, pač niti eno, niti drugo ne moreš, ker to valjda ne morete. Takrat so se še vikali, ker to je del procesa, da se vikaš. V glavnem, hodil sem pokazati, kakšno veliko željo sem imel, da bi pisal, ne? In takrat sem bil še zelo daleč od romana, od česarkoli, no in po parih letih sem pa jaz brez, da bi kaj snemal, prišel skozi čisto po zelo dolgem ovinku, ampak predvsej bolj, da sem na tak način prišel do tega. Ampak psihoanalitika v romanu ni, ne? Bralec je psihoanalitik. Ja, mislim, to lahko prepuščam domišljiji bralca. Jaz nekako moj lik nagovarja psihoanalitika, tudi veliko tišine je vmes, s temi 3 pikcami tišino označujem, ki je zelo pomembna v psihoanalizi in lahko pomeni zelo različne stvari. Tako da nekako moja ideja je, da analitik sicer ne govori, ampak je iz načina pripovedi jasno, da je tam, da Klemen leži na kavču v sobi, analitik sedi za njim, pač to je ta psihoanalitični setting in se potem tam stvari dogajajo. Klemen, v kolikšni meri je to avtobiografski roman? Pišeš, da je v bistvu bivši novinar, pisec oglasov, razočaran nad svetom, v katerem vladata denar in licemerstvo. Tudi ti si novinar, ne vidim ravno velikega optimizma nad svetom, ampak oglasov pa nisi pisal. A se je včeraj spremljal novice iz novinarskega sveta? Oglasov nisi pisal, si razočaran. Ne, nisem pisal oglasov. Tle sem se malo igral svojo schizofrenijo, hodil sem pokazati schizofrenijo, popularno rečeno schizofrenijo. Jaz sem tudi do teh diagnoz kar kritičen, ker veliko je to nalepka, pa ne vemo zdaj točno, kaj pomeni. Vsaj mi ne vemo, mogoče psihiatri bolj vejo. No in v glavnem, hodil sem se malo igrati svojo ambivalentnostjo, ki jo tudi zelo imam in jo v bistvu tle izkoriščam za pisanje. Tako da to sem hotel pokazati. Po drugi strani pa, če me glede novinarstva sprašuješ, mislim, zdaj to imamo lahko celo okroglo mizo samo novinarstvo, ampak jaz sem kritičen in bom mogoče še enkrat ta citat, ki ga tudi dam v usta mojemu liku, ki je rekel, da novinarstvo je tako kot Palestina, kot celota ne obstaja več, na zemljevidu so samo še pikce, samo še neki pikc,
In mislim, da to skozi bolj drži in po zadnjih dogodkih se mi zdi, da še bolj to drži. In žal je tako. Moji razlogi so, da sem šel ven, ali pa vsaj začasno, verjetno tudi za dolg čas ven, ne vem, bom videl. Niso samo te sistemski, so tudi sistemski, absolutno, so pa tudi osebni in pa čisto iz te situacije, v kateri sem delal, ki mi ni bila več v redu, druge stvari so me zanimale, me zanimajo, tako da tudi zelo pomembna tema v psihoanalizi je bila to, ker jaz sem malo zajc, ne, nisem ful pogumen, pa sem dolg čas rabil, da sem zbral ta pogum, da sem pač pustil to službo. Ti je žal? Zaenkrat ne. Mislim, da si na odlični poti, pišeš odlične romane. Sedaj smo dali eno obdobje korone in vsega skupaj čez. Predpisovanje zdravil, antipsihotikov, antidepresivov in tako naprej se je zelo povečalo. Očitno je družba v stiski, posamezniki so v stiski. Vaju oba sprašujem, ne? Vsa ta vprašanja, ki smo jih tukaj odprli, ki jih odpira knjiga, na kak način se kot družba moramo lotiti tega dialoga, rušenja hierarhij, povezovanja v iskanju nekega boljšega sistema, ki bo deloval v dobro ljudi. Ja, jaz mislim, da pravzaprav to počnemo. Ne? Tako, če gledam jaz čez časovno komponento, ko sem že rekel prej, 30 let, se mi zdi, da je veliko napredka, no? Razen ne, ta recimo institucionalni del psihoterapije je pa res ne, korak nazaj, to se strinjam v izobraževanju, ampak veliko stvari pa napreduje v socialnem smislu, ne? Recimo, da se odpira, da so en kupenih, pač seveda medicina napreduje tudi v tem smislu dobesedno, ne, zdravil, taka zdravila, kot imamo zdaj za zdravljenje, seveda nismo imeli 30 let nazaj, recimo, ne, tako, če ta čist medicinski del pogledam. Če pa gledamo samo obdobje epidemije, je pa seveda spet, ne, gre za širši družbeni koncept, ali pa če gledamo ožje, recimo samo, ne vem, duševne stiske ljudi, jasno je, da je bila to ena atomska bomba, ki je padla med nas in ki je seveda zagotovo bo še vplivala in da je to nekaj, s čemer se bomo kot družba soočali, ker smo se tudi znotraj tega obdobja, ne, tako kot pač Slovenci znamo se deliti na rdeče in črne, že 100 let se bomo delili še naprej na za pa proti, pa COVID je, pa COVID-a ni, pa tako naprej. Ne. Ta del ne, je seveda pomembno razklav spet ali pa povečal stisko, predstavlja veliko travmo, ki jo bomo psihiatri pač pomagali, ali pa bom rekel psihoterapeuti, ampak celotna družba. No, vse te pozitivne moči, ki so v družbi, bodo delovale na reševanju tega obdobja, zdaj te travme. Ne. Potrjuje pa to Andraževo tezo, v bistvu tudi o socialnih vzrokih duševnih stisk. Ja, seveda. Kako vi vidite? A veste, tisto, kar se meni zdi, no, da se je zgodilo tudi zaradi te pandemije, ne, in tega lockdowna. Jaz sem vseeno ena generacija, ki smo, bi rekel, malo bolj na cesti zrasli v odnosih in komunikaciji in razgovoru eden z drugim. Ne. Ni bilo še te tehnologije, ni bilo vsega tega. Tisto, kar sem mogoče jaz v svoji praksi opazil, pa kar se meni zdi ena velika tragika, je, da toliko kot imamo ljudje potrebo po običajnem pogovoru in razgovoru en z drugim, razgovoru v živo, ne preko teh medijev in to, kakor imajo to tudi mladi še vedno, ne, kljub vseh tej tehnologiji. In seveda, koliko veliko stiske povzroča to, da to enostavno, da tega prostora v resnici pa zmanjkuje. Ne.
običajnega prostora, enega medosebnega odnosa, enega pogovora, ene komunikacije in potem pravzaprav rabijo prostor samo zato, da lahko mogoče prvič v življenju nekomu, ne vem, otrok, pubertetnik, ki je star 14, 16, 13 let, prvič v življenju pride, da nekomu nekaj pove v živo, kar ga muči in kar ga teži in da vidi na drugi strani nekoga, ki ga posluša v smislu tega, da sedi v isti sobi. In jaz mislim, da je ključna stvar tudi za reševanje vseh teh drugih problemov. Je pravzaprav ena čist običajna, bi rekel, medosebna komunikacija, pogovor, predvsem pa poslušanje. Predvsem pa poslušati drugega, še posebej, če je v stiski, še posebej, če ima težave. Ker to je ena od bistvenih reči, zdaj zapiranja v razne svoje skrivališča ali pa iskanja nekih rešitev. Jaz mislim, da je to ena od ključnih stvari. Tako, ko se danes pogovarjamo. To je tudi en del terapije. Včasih so se ljudje, in jaz mislim, da je ta lockdown prinesel ravno to. Ali pa pokazal, prinesel ene stvari na plano, ki jih mi nismo pričakovali. Medosebni stik in prekinitev medosebnega stika je obupna travma, da se razume. Verjetno največja travma, ki jo človek lahko doživi. Izguba osebnega stika, možnosti prostora biti z nekom, ne vem, se ga dotakniti, če hočete, in tako naprej. Ravno kot poziv pogovoru, dialogu se lahko bere tvoja knjiga. Med nami so tudi liki iz tvoje knjige. Verjamem, da je veliko vprašanj. Predlagam, da damo še prostor publiki, če je kakšno vprašanje, kakšen komentar. Norost odpira veliko dilem, ne? In z njo je povezano veliko tabujev. Tako da prosim. Recimo, sem jaz na Nizozemskem ekvivalent psihiatru in so me poslušal. To gdele so gor, ne? In moje mnenje, ne pišem receptu, imam pa marsikaj zapovedati in so me poslušal. Zanimivo, ne? Od nas pa 20.000 ljudi zaprtih. 20.000 ljudi zaprtih, ali pa še več. Kje smo? Kva smo? Moji Dolenjci. Jaz sem mislil, da bo zdajle policija en poklical, ker sem svojo knjigo vzel. Halo? Jaz sem Dolenjc. Očeta imam tamle, na Malici kavi pokopan ga. Nisem ureden. To, kar si omenil, so strokovnjaki po izkušnjah oziroma vrstniška podpora, se temu reče. To je dosti razvitja. V Sloveniji mogoče, ne vem, ne toliko, ampak sem že slišal za prakse iz tujine, ko ljudje, ki so imeli svojo izkušnjo, potem nekako v sistemu delajo in pomagajo drugim ljudem. Ampak dejstvo, ki ga je Joc izpostavil, da je 20.000 ljudi v Sloveniji še vedno v institucijah, govori o tem, da je procese nujno sprožiti, da je nujen prehod iz institucij v skupnost. Ne. V tujini so dokazi, da se to da in da te stvari lahko delujejo. Ja, mislim, to je proces, ki poteka tudi pri nas, pač verjetno, mislim, bolj počas kot v marsikateri državi in po mojem je to proces, ki ga ne bomo mogli, mislim, niti nočemo ga ustaviti, ampak ovir je ogromen, ampak kljub temu mislim, da se ne bo ustavil. To gre naprej, samo res bi mogli biti bolj ambiciozni, hitreje to početi, iskati bolj humane načine in itak je vse jasno, kako se to naredi. 100-krat je bilo že vse napisano, obstaja ta mednarodni dokument, kako se naredi dezinstitucionalizacija. Evropska unija, pozabil sem ime dokumenta, je to izdala, tudi prevedeno v slovenščino. Tam je ogromen praks iz Evrope in tako res moje celo na stotine teh primerov, kako so to počeli v raznih državah in tudi mednarodna konvencija o pravicah ljudi z ovirami pravi, da ima vsak človek pravico živeti v skupnosti, torej da je
deinstitucionalizacija obvezna. Tako da ni sploh debate, ali se bo to zgodilo, ali se ne bo, mora se zgoditi. Mi moramo pa vsak, kar lahko prispeva k temu, pač prispeva in upam, da mi s to debato kaj prispevamo k temu. Še kakšno vprašanje, komentar? Kaj? Depo. To govoriš o izkušnjah na zaprtih oddelkih psihiatričnih? Sprejemni oddelki, silna hospitalizacija, kljub novemu zakonu o duševnem zdravju. Psihiatri so ga napisali, 15 let so rabili, pa najbolj so nezadovoljni z njim. To je malo diskurs, ne? Zdaj smo slišali osebno pričevanje, stvari se še vedno dogajajo. Vprašanje? Ne, v bistvu sem pozitiven primer. V Tratah, torej grad Cmurek tam, se je pred kratkim, oziroma zdaj že kar nekaj časa nazaj spremenil v muzej norosti. Torej tam, kjer je bila prej institucija, zaprto so zdaj kar zbrali dosti predmetov iz tistega časa in mislim, da je to kar dober primer. Po drugi strani pa je v bližini Hrastovec, ne, kjer je koliko 400 ljudi še vedno tam in en psihiater, kaj veliko se ne morejo pogovarjati, verjetno. Ne? Ne, ampak mislim, da tudi Hrastovec bo kmalu, mislim, ta skupina ljudi. Ja, so bile obljube, ampak ne vem, koliko se stvari kaj premikajo, tako da upajmo, da bo. Ne vemo. Mogoče ima Joc prav, kaj je rekel malo Morgan. Samo ne vemo, koliko Morgan. Zapira se že desetletja, ne? Oziroma se prihaja v skupnost. Ima še kdo kakšno vprašanje? Lahko povem, kako sem v Srbiji predaval, pa kako me dol uvažavajo. Pridem dol, 300 ljudi začnejo piti, joc. Šti še kaj prebral? Pa pridejo socialni delavci, so imeli 250 evrov na dan. Gospod Flakar pa Jurija. Jaz sem se pa sposodil 35 evrov pa razstalo cigarete. Revežem. Misliti ne morate, kako je tam dol. Jaz tematiziram v knjigi tudi to, kako narekovajo nori pa ne nori svet, ko skupaj pridete, ko trčite. In mislim, da se je treba ukvarjati tudi z nerazumskim delom in se mi zdi, da je fajn, če tudi uživo kdo, ki je bil, oziroma ki je v psihiatričnem sistemu, kaj pove in da se mogoče pač tisti, ki niso, lahko dobijo pogled pa razmislijo, tudi dejansko, da se dejansko stvari zgodijo. Če smem en citat iz tvoje knjige, bojim se ljudi, ki nerazumski del dajo v nič, ker gre za ustvarjanje skrajno nesvobodne dogme, mi in oni. To je treba porušiti, te meje, mi in oni. Bolj se bomo srečevali, manj bo teh dogam. Jaz mislim tudi, da bolj se bomo ukvarjali s svojim nerazumskim delom, bolj bomo razumni. Najlepša hvala za to debato, ta pogovor. Priporočam branje Titovega sina. Jaz bi se sam res še zahvalil, pač založbi Goga, zdaj že to sodelovanje že nekaj let traja, uredniku Andreju Hočevarju, Jelki Ceglinečki, Miti, Tjaši, Heleni, Jedrt, ne morem vseh našteti vsem, pa Jocu bi se rad zahvalil, ki ste ga spoznali, verjetno ste že sami ugotovili, da je zgodba narejena po njegovi zgodbi, pač vzel sem njegovo zgodbo in iz nje pač naredil roman, pač to je on, en od dveh pripovedovalcev, je on inspiracija za to, tako da Joc, najlepša ti hvala za vse, za vso to odprtost, in ja, to je to.